In vsi mediji, ki delajo tako propagando in pluvajo po domovih za starejše, devajo predstavo, da v naših domovih se dela res sam nega pa za jesti, pa je delč od tega. Pri nas je praznovanje rojstnih dnevov, Oktoberfest, kinoteke, ni da ni. Jaz v svojem življenju nimam toliko zapolnjene urnike, kot jih imajo naši stanovalci v domu za starejše. In z dolgotrajno oskrbo si je ministrstvo dovolilo opredeliti, da ti pripada 1 ura aktivnosti na mesec. Mislim, tako, vzeli ste tisto edino kvaliteto, ki ste jo imeli in jo opredelili na 1 uro, v istem trenutku ste nam vrgli pa referendum o evtanaziji. Dobrodošli v novi oddaji Usidrani v naši predvolilni seriji Volilno zrcalo 2026. Volilno zrcalo je projekt, ki ga delamo v Usidrani skupaj s 5 ostalimi organizacijami in namen tega projekta je, da skupaj z vami in skupaj s strokovnjaki z različnih področij obdelujemo različne tematike, ki se obravnavajo v tej volilni kampanji in na tak način pripomoremo, da se vi lažje odločite, kaj boste obkrožili 22. marca. Danes se bomo pogovarjali o skrbi za najranljivejše v kontekstu dolgotrajne oskrbe in paliativne oskrbe. Seveda pa se bomo dotaknili tudi vprašanja evtanazije in asistiranega samomora. Danes sta med nami 2 gostje. Anja Korošec je pravnica in ustanoviteljica društva Dominicus, pro-life organizacije, ki se posveča zaščititi dostojanstva starejših, njihovih svojcev in oskrbovalcev. Njihovo poslanstvo je zagotoviti, da ima vsak človek v starosti dostopno, spoštljivo in kakovostno oskrbo in to delajo tudi z različnimi zanimivimi projekti. Živjo, Anja. Živjo. Z nami pa je tudi Marija Seničar, diplomirana medicinska sestra in vodja zdravstvene nege v domu starejših. Veliko let ima izkušenj v praksi, tega pa združuje z raziskovanjem paliative, ki je posvetila tako diplomo kot tudi magistrski študij. Gospa Marija, pozdravljeni v našem podcastu. Živjo. Dolgotrajna oskrba je ena izmed glavnih tematik tokratne predvolilne kampanje in eden izmed razlogov je zagotovo tudi to, da je vlada sprejela zakon o dolgotrajni oskrbi, katerega smo vsi opazili. Opazili smo zaradi tega, ker se nam je pojavil na plačilnih listah in smo mogli plačati nekaj, kar do takrat nismo. Ampak hkrati smo tudi videli to, da je ta tematika zelo v bistvu zastrta. Če ti nimaš nekoga, ki potrebuje dolgotrajno oskrbo, nekoga izmed svojcev ali pa da tudi sam ne potrebuješ, je velikokrat težko opaziti, kaj je v resnici posledica tega zakona, razen tega, da vidiš, da te je nekdo spet obdavčil. Kaj v bistvu predstavlja in kaj se paše pod pojem dolgotrajne oskrbe, kar naj bi ta zakon, ki so ga sprejeli v tem mandatu, v bistvu obravnaval? Hvala. Mogoče bi prvo sam dodala, da tudi če imaš nekoga, ki potrebuje oskrbo, vse ne vidiš tega sistema v praksi, ki je zdaj tako veleopevana in naj bi deloval oziroma se postavlja na noge. Zdaj, dolgotrajna oskrba kot taka je mišljena kot nek sistem ukrepov, storitev, ki pa so namenjene osebam, ki pač zaradi bolezni, starostne oslabelosti, invalidnosti oziroma nekih različnih zdravstvenih omejitev trajno ali pa dlje časa so pač odvisne od pomoči drugih oseb. To gre za neko golo pomoč pri opravljanju vsakodnevnih opravil, kot je umivanje, previjanje, pomoč pri hoji, hranjenje, različni so te primanjkljaji. Zdaj, cilj dolgotrajne oskrbe je pač človeku zagotoviti pač posamezniku, ki potrebuje pomoč, da lahko čim dlje ostane v svojem domačem okolju, če to želi. Da se pač ta samostojnost posameznika ohrani čim dlje. V praksi pa se v bistvu sistem dejansko premika v domove, zato ker oskrba na domu ne živi, kot bi si želeli. Tako da gremo ravno v nasprotno smer, kot pa je sprva bilo mišljeno. Zdaj mogoče na kratko en okvir. In tukaj je eno vprašanje, velikokrat zdaj v začetku leta se je kar nekaj politikov pohvalilo, da so res nižje položnice zaradi tega zakona.
Ampak nižje položnice niso dovolj. Ne? Mi vemo, da moramo imeti tudi boljšo oskrbo. Zdaj, a je zakon, ki so ga opevali, ki so ga pripravili, res omogočil tudi boljšo oskrbo, gospa Marija? Ja. Jaz težko zdaj komentiram stvar, ki funkcionira, če temu rečemo, da funkcionira en mesec. Verjamem, da bo v prihodnjih letih, predvsem pa mesecih, še en kup usmeritev in sprememb. Se mi pa zdi mogoče napačna odločitev, da zakon, ki se je prvič pojavil 2003 pri nas, se pravi po več kot 20 letih, da ga gremo testirati na že tako okrnjen zdravstveni sistem, na kadrovsko podhranjene domove za starejše in pa pač na ljudi, ki potrebujejo oskrbo, ne da se testira, koliko ur oskrbe bo komu pripadalo. Tako da mislim, da bi tukaj se sploh ne gre več tako za vlado ali pa za kogarkoli, ampak tisti, ki se bo spustil v sam koncept te dolgotrajne oskrbe, sploh v domovih, da bo prvo vse to testiral ne na ljudeh. Naj se te stvari prvo že na papirjih zaživijo, ne da tudi mi kot zdravstveni delavci usmeritve dobivamo, ne vem, 12. decembra, pa pišemo, da smo 1. decembra začeli delati osebne načrte, da pričakujejo, da v prazničnem času, ko so 6 delovnih dni bilo, da naredimo osebne načrte za 160 stanovalcev in 160 svojci sestanke, a ne, da se te stvari v nekih normalnih časovnih okvirih delajo. Ne samo zato, da bomo rekli, da smo nekaj naredili v enem mandatu. Ni prav, da testiramo na ljudeh. Definitivno ne. Ja. Zdaj, politične stranke smo vprašali kar nekaj vprašanj. Eno izmed njih je bilo tudi tole, ki ga bom zdaj prebral. Uveljavljanje dolgotrajne oskrbe je trenutno vezano na upravni postopek, ki lahko traja tudi več mesecev. Potreba po oskrbi pa je dejansko takojšnja. Nekateri upravičenci odločbe niti ne dočakajo. Na kakšen način boste poenostavili in pospešili postopke v sistemu dolgotrajne oskrbe, da se bo sploh lahko izvajala skladno s svojim namenom? In prosimo za konkreten opis načrta. Anja, tukaj je precej očitno to, ne, da bi sistem mogel delovati na tak način, ne, da je to res nek klic v sili, nekaj, kar se rabi takoj. In me zanima, kakšne so tukaj izkušnje dosedanjega sistema, ne? In hkrati tukaj, ki se je zdaj nov sistem vzpostavil. Ja, jaz bi mogoče najprej poudarila to, da težko govorimo o novem sistemu, a ne? In da moje mnenje je, da bi bilo za večino prebivalcev Slovenije boljše, če ne bi naredili nič. Na papirju mogoče te pravice res zvenijo kot nek socialni preboj, ampak resnica je taka, da večina teh pravic sploh ni novih. In zdaj najprej bi bilo po mojem dobro našteti, o čem se sploh pogovarjamo v tem novem sistemu. A ne? Ta sistem dolgotrajne oskrbe naj bi prinesel 4 temeljne pravice, ki pa v bistvu niso nove, ampak so preimenovane, pač nekako predelane, ponekod tudi na tak način, da so v škodo tistim, ki potrebujejo pomoč. Zdaj bi jih res rada na hitro naštela, da si ljudje lažje predstavljajo. Prva pravica temeljna iz sistema dolgotrajne oskrbe je oskrbovalec družinskega člana. S tem se je pač soustanovitelj 8. marca zelo hvalil pred časom, koliko smo uspešni v tem delu. Ampak to pravzaprav ni neka nova iznajdba. Že po zakonu o socialnem varstvu, ki je že leta, je bil institut družinski pomočnik in potem so oni sam preimenovali to in rekli, da gremo v oskrbovalca, so ga malo dodelali. In pač to zdaj živi kot živi, tudi zato, ker so ga zelo močno spromovirali, ker ljudje niso vedeli, mnogi niso vedeli, da ta družinski pomočnik obstaja. To je ena stvar. Druga stvar. In kaj to, da govoriš o družinskem pomočniku, kaj v bistvu prinaša ta status za nekoga, ki nima pojma, o čem govoriš? To prinaša, da ti, če živiš z osebo, ki potrebuje pomoč, da ima neko težjo, najtežjo omejitev samostojnosti, in če dejansko prebivaš v istem prostoru kot ona in si za njo pripravljen skrbeti in zapustiti trg dela, da nisi več v delovnem razmerju, se lahko prijaviš kot kandidat, da boš njen oskrbovalec in dobiš 1,2
1,2-kratnik minimalne plače. Nadomestila, delovna doba ti ne teče, imaš to neko nadomestilo, za njo pač skrbi za to osebo. To ni zaposlitev, to je pač ti upravljaš ti svoje dolžnosti in pač dobiš to nadomestilo. In to je bilo že prej, to je bilo pač že po zakonu socialna varstva, to so bili družinski pomočniki. Lahko pač za starejšega, invalidnega, lahko za neko mlajšo osebo nad 18, ki je potrebovala stalnega pomočnika, danes pač oskrbovalca. Se pravi, to so zdaj prenesli v nov zakon o dolgotrajni oskrbi, malo zbirokratizirali, tako, zadeva se je pač predela. Nič novega. Druga stvar je denarni prejemek, to je tudi ena izmed 4 temeljnih pravic, ki izhaja iz tega novega sistema dolgotrajne oskrbe. Ampak kaj je ta denarni prejemek? To je samo naslednik dodatka za pomoč in postrežbo, starejši ljudje pa njihovi svojci to zelo dobro poznajo, pač to se je predhodno obravnavali na SPIZ-u, na okviru Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in tudi ta dodatek se je prejemal se je financiral iz zdravstvene blagajne. Zdaj sta bili s tem zakonom pač dodani 2 vmesni kategoriji. To bi bilo lahko mogoče urediti tudi spremembo obstoječe zakonodaje, če so zaznali ta interes. Ne bi bilo treba za to dati novega zakona in dati novega davka. S tem, da so tukaj še eno zelo veliko prevaro naredili, da predhodno pri tem dodatku v okviru SPIZ-a, ko je pri človeku ratala ta potreba, da potrebuje pomoč, je oddal vlogo, čakal je ful dolgo, saj mi smo znani po teh dolgotrajnih birokratskih aparatih, ampak ko mu je bila priznana pravica od dneva nastanka potrebe po pomoči. Ponavadi je bilo to od dneva oddaje vloge, se pravi, si dobil magari za 1 let povračilo za nazaj. Danes s tem novim sistemom dolgotrajne oskrbe, ki je nadomestil ta dodatek, pač oseba, ko je priznana pravica do denarnega prejemka, začne prejemati denar od dneva sklenitve osebnega načrta pri izvajalcu. Torej ne dobi za nazaj povračila, tudi če čaka pol leta, 1 leto. Tako da spet, jaz ne vem, komu je tukaj, je tukaj res v interesu človek, ki potrebuje pomoč. Smo videli, da tudi nekatere stranke želijo prikazati, da tiska nekatere vladne stranke hočejo prikazati, da tiska pa res potrebuje pomoč, da jo pa res dobi takoj, ko jo rabi. A je to res? Ja, to bi mogli tako biti, ampak zdaj, tako kot sem prej povedala, pač zadeve se rušijo. Zdaj, je to načrtno in namensko, zato ker pač ni v ozadju nekoga, ki bi se v to poglobil. Samo še dodatna birokracija je okoli vsega in smo na točki, ko oseba ne dobi pomoči, ko jo potrebuje, zato ker mora dati čez te dolgotrajne birokratske procese. Zdaj, predhodno pred tem sistemom in še vedno imamo pomoč na domu, to je socialno-varstvena storitev, ki je pač v domeni občine kot storitev, to ni pravica, to si pač človek plača, občina pa sofinancira. In če potrebuje pomoč, jo lahko na podlagi te socialno-varstvene storitve dobi takoj, lahko, ne vem, čez 5 dni. Ampak vsi naši vladajoči so vedeli, da že pomoč na domu, ki ni zbirokratizirana, je pa problem, ker je potrebno doplačilo uporabnika, absolutno je tukaj potrebna pač reforma. Že ta pomoč na domu ni bila dostopna, pa ni bila dosegljiva. Zakaj? Zato, ker ni kadra, pač ni ljudi, kdo bo to počel. Vsi bi se o tem pogovarjali, nihče pa si ne bi mazal rok z blatom. In zdaj grejo to pomoč na domu, ki je komaj dihala nekako, recimo, da je funkcionirala v večjih mestih, rušiti z dolgotrajno oskrbo in rečejo, ne, zdaj boste pa vi imeli zastonj oskrbo, ker itak plačujete prispevek, ampak kdo jo bo pa delal? Ja, kader, ki iz pomoči na domu, ki ga že predhodno, ga je bilo treba krpati. Tako da gre, v bistvu, hočem povedati, da ta nov sistem dolgotrajne oskrbe, kot prvo, ni nov, kot drugo ruši obstoječega, ki bo že tako bogi in na trhlih temeljih. Tako da kaj bi rabili? Neke premišljene ljudi v ozadju, ki jim je mar za človeka v stiski, vidijo potrebe in so pripravljeni se vse dol razmisliti in ni to smer, da bo to človeku realno dostopno. Tako, zaenkrat smo pa dejansko prišli na daljše čakalne dobe, na birokratizacijo, še dodatno, ker sploh nismo vedeli, da je možna, ampak očitno je.
Gospa Marija bo lahko povedala, da pač nivo oskrbe v institucijah je padel. Imamo neka dva vzporedna sistema, po katerih zdaj ljudje lahko vstopajo v domove. Skratka, po domače rečeno, zdraha. In kdor dela zdraha v prostoru, ponavadi se ga odstrani, z namenom. Tako da tukaj smo priča temu trenutno in zelo težko gledam te obcestne jumbo plakate, jaz osebno, ko pišejo dolgotrajna oskrba, ne pustite, da vam jo vzamejo. Prosim, tak sistem, kot je zdaj, dajmo ga spraviti dol z ceste, pa premisleno nastaviti novega. Anja je omenila tukaj veliko težavo v kadru. In Marija, vi delate v domu starejših, vi delate prav tam, o čemer se zdaj pogovarjamo. Zdaj, zakaj se mladi, oziroma zakaj je tak odliv kadra iz tega sektorja? Zakaj imamo težavo s kadrom? Bom takoj odgovorila na to vprašanje. Jaz se bom sam za trenutek še navezala nazaj na stavek, da oskrba v domovih pada. Jaz ne bi glih rekla, da oskrba v domovih pada. Jaz bi rekla, da če se bomo držali tega, kar nam trenutno ministrstvo narekuje in kakšne osebne načrte zahtevajo, da oddajamo, če bi delali po teh osebnih načrtih, bi govorili o tem, da oskrba pada. V recimo mojem konkretnem domu mi nismo spremenili ničesar, mi še vedno izvajamo vse tako, kot smo prej izvajali, s tem, da pač tega vsega ne moramo več prikazovati, ne moramo več zaračunati in pač v nedogled to ne bomo mogli delati, ampak tako da jaz, če ne morem reči, da je oskrba v domovih vse posod že padla. Oskrba bo začela padati, če se bomo držali tega sistema, ker je pač nerealen. Je tudi premalo časa še minil, da bi v resnici res videli vse negativne, tudi in pozitivne in negativne posledice, ampak lahko na podlagi teh izkušenj verjetno rečete, kakšna je predikcija. Ja, mislim, če človeka damo na minute, kada smo na tekočem traku, ne moremo govoriti o nobeni dostojni starosti ali pa kakovostnem staranju. Tako pač 2 minute ti pripada za pit, mislim, vse smo ljudje, ne. Ne moremo dati ljudi na minutažo, ne more ministrstvo določiti ali pa koordinator na centru, 80 ur ti pripada, pripada ti to, kolikor rabiš, zato si tukaj. Mislim, ne moremo devati nobenega v okvirčke in tudi prejšnji sistem je čisto lepo funkcioniral, kar si rabil, si dobil, vse se je imenoval paket, ampak v tem paketu ni noben govoril v minutih o številu plenic, pač to, kar rabiš, to dobiš. Pač ne pravim, da vedno lahko vse ponudiš v domovih, se pa maksimalno potrudiš. Tako da ja, zdaj pa, če grem nazaj na svoje vprašanje, jaz mislim, da ta prvi bi mogli v šolskih sistemih te stvari spremeniti, pa tudi v plačah, pač žal bolničarke in strežnice so najmanj plačan kader in delajo najtežja dela. Delajo delo, ki ga marsikdo noče pri svojih starših delati, imajo pa najnižje plače, delajo turnuse, pač delajo vikende, mi smo 24 ur, 365 dni in so najslabši plačan kader. Tudi veliko je bolniških odsotnosti, ogromno je izgorelosti, tudi zaradi zdaj v tem času jaz definitivno lahko rečem zaradi dodatne birokracije, ki so nam jo obesili, čeprav jaz se v svoji službi trudim, da na moje punce čim manj dela pade, pač da se s temi papirji ukvarjamo po pisarnah. Mislim, da ti vsako svojo stvar, ki jo narediš, recimo spet se bom ustavila pri pitju, ko imam jaz osebo z disfagijo, se pravi z motnjo požiranja, da jo pač strežnica da v pravilen položaj, namesti slinček, zgosti čaj, ta čaj počasi deva, počasi golta, jo spodbuja, da spije in pa gre še v tablico, se prijavi v tablico, zbere rubriko storitve, zbere, kaj je delala in poštempla sebe ime in priimek. Mislim, 2 minute nimamo. To morate delati. Mislim, tako izgleda zdaj, če moramo klikati storitve, ki smo jih upravili, vsako, ki jo naredimo. Tako da mislim, da 2 minute za pitje je zelo premalo. Mislim, že potipkati ne moramo, da ne govorim, ko sistem ne funkcionira več, pa ne moramo tipkati, pa bomo pa za nazaj. Mislim, tako kot sem na začetku rekla, delati sistem pa ga testirati na ljudeh, pač mi nismo bele miške v laboratoriji. Ne kadar zaposleni, ne pacienti oziroma oskrbovanci, niti njihovi svojci, ki so decembra podpisovali nekaj, kar jim ni znal noben odgovoriti. Na vsako moje vprašanje je bil odgovor, ne vem, ministrstvo tudi nam ni odgovorilo. Smo dobili usmeritve, dobimo jih vsak teden, vsak petek ob 3 prileti mail, ne smem reči, da nas ne obveščajo, sam so vedno neka nova pravila, ki se malo lovimo v njih. Ampak to je res recimo tak dober prikaz
popolne institucionalizacije, ne? Da ti kot nek zaposlen v neki službi, kjer si ti obrneš človeku, da si tudi ti rato v bistvu nekdo, ki klika, nekdo, ki dela za tekočim trakom. Ne? Kakšno je pa vaše mnenje, malo je Anja že nakazala, pri oskrbi na domu? A imate kakšno izkušnjo s tem? To je zelo težko komentiram, zaradi tega, ker v nobenem domu, ki sem jaz delala, jo nismo izvajali te oskrbe na domu. Tako da, mislim, težko karkoli komentiram. No. Verjamem pa, da težko najdejo kader. Težko ga najdeš že v nekem ustaljenem režimu dela, kjer se na nekoga obrneš, a mi pomagaš to, mogoče ti znaš to, kakor da ti prideš za enemu uporabniku sam na dom. Jaz tudi, če izhajam pač, da so naši stanovalci, recimo pri demenci, pač imajo dobre dneve, imajo slabe dneve, znajo biti zelo agresivni, pač znajo tudi svojci biti zelo zaščitniški, bom zdaj rekla, in branijo svoje stanovalce, kar je pač povsem, svoje svojce, kar je povsem razumljivo. Pa se pa ta ena oseba, ki je pač pomočnik na domu, z vsem tem sreča tam sam. Mislim, jaz punce lahko vsaj pridem gor brant na oddelek, če je kaj narobe, a ne. Tam si pa sam sebe prepuščen, tako da verjamem, da tam še težje dobijo kader. Sploh zaradi tega, ker v negi, v strežbi danes dela nešolan kader. To niso punce s formalno izobrazbo. Mi, recimo, smo že zdavnaj vrgli idejo, da bomo dobili šolan kader in smo se podali v to, da ga bomo mi naredili v šolan kader. Tako da pač imamo tedenska izobraževanja, pošiljamo punce ven. Jaz mislim, da recimo tukaj bi ta prva stvar, ki so se odločili o tem zakonu, naredili pač brezplačna izobraževanja za bolničarke in tečaje in pomagali nostrifikacije narediti vsem, ki prihajajo iz tujine. Žal pač dejstvo je, da bomo dobili tujce in da bojo tujci delali z nami. Se pravi, pomagajte, da znostrificirajo diplome, pomagajte, da dobijo jezike, pomagajte, da jih zaposlimo, ne da vse pada na firme, da sami to delamo. Tako, mislim, tako da ja, evo, težko verjamem, mislim, predvidevam, da je v domačem okolju tem pomočnikom na domu še toliko težje to. Si ne predstavljam. Je nam kar lepo v domu. Anja? Ja, treba je okrepiti skrbstven kader, ne? In tudi pač ta kader je treba ustrezno ovrednotiti. To je zdaj, mi smo v urgentni situaciji. Vsi ti naši politiki, ki si zdaj še mogoče mnogi želijo oblasti in slave, ja, oprostite, čez 15 let boste v isti situaciji. Dajmo že zdaj poskrbeti, da se bo to zboljšalo. Ne vem, januarja 2025 je bila izvedena plačna reforma v javnem sektorju, pa skrbstveni poklici so bili gladko spregledani. Pa nismo neumni, pa vemo, da jih manjka, pa vemo, da smo starajoča družba. Zakaj? Kje je interes? Pač jaz tukaj res ne vidim resne intence pač urediti to problematiko. Tako da pa se sprašujemo, mora res človek biti samo v neki taki situaciji, da je pripravljen tudi z nekimi konkretnimi dejanji zasledovati to. Tako, no. Sploh ni, saj ni neke znanosti, pač zvišati plače, jih ustrezno ovrednotiti, izboljšati pogoje dela, promovirati to, imamo Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, mislim, promocij in kampanj se dela ogromno, okoli ne vem kakšnih stvari, ki jih mogoče ne potrebujemo nujno zdaj kot družba. Tukaj nisem videla enega nekega, ne vem, dal bi se, marsikaj, da bi se tudi mlade zvabilo te poklice. Skratka... Predvsem to je, se mi zdi, da je... Ja. Se mi zdi, da je to problem, ki zagotovo ne bo kar šel. Vemo, da je demografska piramida obrnjena, kakor je obrnjena, in da bo ljudi, ki bo rabili tako pomoč, dali več. In da moramo prioritizirati tudi skrb za starejše in za bolnike. Naslednje vprašanje, ki smo ga postavili našim kandidatom na volitvah, je bil vezan na pravico do odsotnosti z dela zaradi nege starega starša ali pa starša ali pa hudo bolnega družinskega člana. Kot je nekako približno tako kot zaradi nege bolnega otroka. Teh pravic nimajo priznanih v enakem obsegu. Ali bi podprli zakonsko ureditev, ki zaposlenim svojcem zagotavlja zakonsko zaščiteno odsotnost dela, primerljivo s pravicami za nego otrok? Ali morda predlagate alternativno reševanje položaja oskrbovalca družinskega člana?
jaz imam majhne otroke, ne? In če pač, če kakšen zboli, jaz ali pa žena vzameva nego, kar pomeni, da sem doma, skrbim zanje in dobim 70%, mislim, da nadomestila. Kako pa je, če bi jaz imel recimo starša, za katerega bi skrbel? Ja, ni v enakem obsegu priznano. Neko spremstvo imaš priznano kot otrok staršu, mislim, da vnuk starim staršem ni, da te opcije ni, nega pa ni možna. No, zdaj trenutno imamo po noveli zakona o delovnih razmerjih, mislim, da z 2023 na voljo 5 dni oskrbovalskega neplačanega dopusta v koledarskem letu. Tudi tukaj je precej omejeno, kdo to lahko koristi, pa jaz o tem sploh ne bi pogovarjala, zato ker je to ne vem, čisto vse, če tega ne bo notrno. Tako da so mi zelo všeč odgovori stranko pri tem vprašanju. Se vidi, da je volilna baza SDS pa Glas upokojencev Pavla Ruparja, da so starejši, ko verjetno so tudi sami že soočeni s tem, da morajo poskrbeti za nekoga, in so prepoznali to, da je potrebno, SDS mi je še že odgovoril, da je nujno potrebna kombinacija zakonsko opredeljene odsotnosti z dela, plus možnosti prilagodljivih oblik zaposlitve. Glas upokojencev Pavla Ruparja je natančno razdelil in zakonsko zaščiteno odsotnost za nego, na način kot za otroka, da si lahko pač cel dan doma ali več dni, če je potrebno, pa da imaš pač nadomestilo plače, da ni to tako, ker imamo zdaj pač 5 dni neplačanega oskrbovalskega dopusta. Tako da sta zelo fajn razdelala. Kaj pa ostale stranke, ali so naklonjene temu predlogu, da bi bilo nekaj podobnega kot negi za otroke, ali bolj samo zaradi tega, ker se to dobro sliši, pa v bistvu nimajo, praktično ne opisujejo nobenega pametnega načrta? Ja, Socialni demokrati imajo neke statistične odgovore vse posod, da ne slišijo realnih potreb. Malo me je razočaral NSI, jaz sem tako prebrala, kot da teh 5 dni je že nek dosežek v Sloveniji, ostalo pa da so naklonjeni. Zdaj vprašanje, koliko je tukaj res v zadju interesa. Načeloma te, ki so nam odgovorili, so naklonjeni. Moramo še povedati, da Levica ni odgovorila. Tako, to smo pozabili povedati na začetku. Mi smo poslali 30 vprašanj vsem iz različnih tematik, to je samo nekaj teh, ki jih obravnavamo. Kljub precejšnjemu trudu v ekipi, da bi dobili odgovore, nismo dobili odgovorov od Svobode, od Levice, tudi od demokratov, od Preroda in Piratov. Tako da, nimamo popolnih odgovorov, vse zato je toliko bolj važno, da da rečemo kakšno več, malo bolj poglobljeno, zaradi tega, ker tudi ni vse to, kar pišejo stranke v svojih programih, če vemo, da tem programom potem ne sledijo, ko so enkrat na oblasti. Če nadaljujemo, zdaj mogoče malo s paliativno oskrbo. Ko smo dali pregledovati naš zakon, torej zakon, ki je bil sprejet v Državnem zboru in je bil nanj razpisan referendum, torej o prostovoljnem končanju življenja oziroma asistiranem samomoru, so nam strokovnjaki iz tujine, ko so obdelavali zakon, so šli takoj najprej pogledati, kako imamo v Sloveniji urejeno paliativno oskrbo. In so mi pokazali tale zemljevid, kjer je videno, da je paliativna oskrba v Sloveniji še ni naprednega tipa, kot je recimo v Zahodni Evropi. In v resnici bi bili prva država, ki bi uveljavila evtanazijo, pa hkrati ne bi imeli paliativne oskrbe urejene. V Sloveniji se radi pohvalimo, da smo država, kjer je znanje pomembno, kjer je tudi zdravstvo na pomembnem nivoju. Vemo, imamo velike težave v zdravstvenem sistemu, ampak vseeno, jaz sem bil presenečen, da smo na temu, kjer se še razvija paliativna oskrba. In zdaj me v bistvu zanima, zakaj je temu tako, in v bistvu kaj, da mogoče sam začnemo, kaj v bistvu sploh je paliativna oskrba.
Marija, vi ste tukaj strokovnjakinja. Kaj je paliativna oskrba? Ja, zdaj po definiciji je paliativna oskrba celostna obravnava umirajočega človeka, predvsem pa tudi skrb za njegove svojce. Da bi pa rekla, kaj je v praksi, pa tako vsi, ki so večkrat bili v umirajočem človeku, je pa v bistvu, meni bo vedno tako kot glavno bistvo paliative, zdaj bom pa to čisto iz svojega življenja rekla, da lahko sediš ob umirajoči osebi, da ve, da ni sam. Toliko ljudi umira samih, v tujih sobah, v tujih posteljah, med tujimi ljudmi, ki hodijo mimo njega, ker smo na tekočem traku vsi v zdravstvu, da so sami sebi prepuščeni tam. In jaz bom rekla, da najlepši del paliative, pa najlepši del poslanstva vsakega, ki se je odločil v paliativo iti ali pa v delo z umirajočim, pa tudi najbolj milostno je sedeti ob umirajočem človeku, da ni sam. In to je res milostno, to ni strašno. Vsi mislijo, da je strašen pa grozen, ampak je samo milostno. Tako da ja, paliativa je v bistvu celostna, jaz skozi poudarjam, celostna obravnava umirajoče osebe. To ni samo lajšanje bolečine, to je tudi vse, kar zajema zraven in tudi te svojce. In najbolj žalostno je, ko svojci pokopljajo svojo ljubljeno osebo, noben iz zdravstva ne pride, pa ne vpraša, kako je, ne? Pa v paliativi to zelo tako poudarjamo in skrb za svojce. To se tokrat pozablja, no. Jaz se trudim, da čim večkrat te svojce še jim pustimo kontakt, pa da pol oni še kaj napišejo, pa mi še kaj njim nazaj, tako. Ne rečem, da pač ne gre to pri vseh, ampak z nekaterimi se pa zelo navežeš, so tako kot del tvoje družine, pač to je težko opisati, no. Torej, paliativa ni samo morfij, kot so nas hoteli skozi kampanjo prepričati, da je neznosno trpljenje nekaj, kar pač je treba lajšati z smrtonosno dozo. Kako pa je, recimo, paliativna oskrba urejena v državah, kjer je to dobro narejena, ne? Vemo, skozi kampanjo smo slišali veliko, da so to neki timi, ki pač zdravstvenega osebja, ki recimo obiščejo nekoga, ki je v taki situaciji, torej da je neozdravljivo bolan na domu, ali pa tudi verjetno v domu upokojencev. Kako to izgleda v plastični obliki? Ja, drugače imajo te naše članice Evropske unije, vsaka ima malo svojega sistema, no, narejenega, najbolj tako uspešen, pa mogoče ne, prej v statistiki, ne vem kakšna je zdaj, no je bila zihar Katalonija, meni osebno je še vedno španski model, pa Velika Britanija, ker imajo dorečene stvari, ker imajo že šolstvo porihtano, ker imajo finančne sisteme porihtane, ker imajo urejen tudi kadrovske normative, vsak ve, kaj more. Jaz zmeri to, mislim, tudi v Sloveniji imamo en paliativni mobilni tim, jaz tudi čez dalje več se o tej paliativi govori, pa če primerjamo z 10 let nazaj, ko se o tem sploh ni govorila, ne. Tudi vmes je bil izdelan akcijski plan za paliativo tudi v slovenskem prostoru, ki je zelo veliko obetal, ampak tako, kot sem na začetku rekla, dokler pa ne zrihtamo v šolskem sistemu, da bomo imeli strokovnjake na tem področju, pa dokler ne uredimo finančnih stebrov za to paliativo, nam ne nuca noben pač akcijski plan paliative na papirju, ne. Je pa v Sloveniji čez dalje več ljudi, ki se s paliativo ukvarja, ki želi sodelovati, ki želi pomagati, tudi v našem domu vse v tej smeri delamo, ampak pač vse spet na račun nas samih. Ni nikjer storitev paliativne oskrbe, da jo kliknemo, tudi v dolgotrajni oskrbi jo ni, da jo kliknem, da jo kam zaračunamo. Tako da je pač žal še vedno zgolj na željo posameznikov, predvsem posameznikov, ki se zavedajo, da bomo pa vsi vendarle umirali, pa je zelo fajn, če za to dostojanstvo poskrbimo, dokler smo še vitalni, pa lahko na to vplivamo. Zdaj, naše stranke smo vprašali, ali načrtujejo izboljšanje paliativne oskrbe in kako. V Sloveniji imamo le eno hišo Ljub hospic in ta ni financirana strani države. Na število prebivalstva bi morali imeti približno 26 hospicov. Kako vi vidite rešitve v tej smeri? Kaj boste naredili na tem področju, tako z kadrovskega vidika, kot tudi z prostorskega? Vidimo, da nekako vse stranke nekako
priznavajo, da to je v resnici problem. Imamo socialiste, ki govorijo, da je to sramota, da imamo edini hospic, ki je zaseben, ampak hkrati vemo, da leva vlada, torej solidarna vlada, ni poskrbela nič na področju, da bi v resnici pač bilo paliativna oskrba dostopna. Oni so šli najprej reševati torej z asistiranim samomorom. Zdaj, a je kakšen odgovor, ki tukaj izstopa? Mislim, jaz nočem biti nesramna, ampak odgovor je sodeval ljudje, ki se očitno s paliativo glih niso strinjali, pa obljub, da bomo sistemsko paliativo uredili. Mislim, jaz tudi lahko obljubim, sam ne vem kako. Da bi rekla, da me je kdo navdušil, pač posebej glih ne, no. Mogoče pač tako od SDS-a pač odgovor tudi to, da predvsem to izboljšati delovne pogoje, zvišati plače, da se bojo ukvarjali s pomanjkanjem kadra. Tle se vse skupaj v bistvu začne. Sej mi v zdravstvenem sistemu bomo že te stvari pol delali, tako kot je treba, samo dajmo prvo te delovne pogoje, plače. Okvir. Ta SDS mi je bil tako vse v redu, no. Je pa pač ta utopija, ki se zraven te paliative ves čas štuli v odgovorih, mi zelo moteča, ker to sta pa dva tako različna pojma, da jaz ne razumem, kako jih ljudje skupaj devajo. Katera stvar nisem ujel? Da je zelo moteče, ko se pogovarjamo o paliativi, da ves čas zraven še povezujejo z evtanazijo in to devajo v iste stavke, ker to nima kaj skupaj iskati. Anja, veliko smo imeli o tem zapovedati med referendumsko kampanjo, kako pa ti komentiraš te odgovore? Ne verjamem nič. V koalicijski pogodbi 2022 so imeli napisan, da bodo sistemsko uredili paliativno oskrbo. Smo leta 2026, kaj je narejenega? Tako da vsi ti odgovori, komu je dejansko v interesu? Ne vem. Komentiram, da so lepi odgovori in to je to. Besede pač, a ne. Zadevo je treba prijeti za roke in delati, pač orang, tukaj je treba en truda velik, no. Naslednje vprašanje, ki smo ga postavili, je pa bolj vprašanje, ki se dotika tudi Dominikusa oziroma s takimi stvarmi se ukvarjate pri vašem društvu. Zaradi hitrega tempa življenja medgeneracijski odnosi razpadajo, institucije pa prevzemajo vlogo družine. Osamljenost in socialna izolacija starejših in bolnih sta vse večji problem, ki neposredno vpliva na njihovo zdravje in občutek vrednosti. Na kakšen način bi podprli ukrepe za preprečevanje osamljenosti starejših in bolnih? Naprimer, izvajanje rednega spremljanja na domu. Ali se strinjate s stališčem, da mora država ljudem v stiski ponuditi razloge za življenje in podporo, ali se strinjate z možnostjo predčasne usmrtitve? Anja, vaše društvo ima tudi možnost družabništva. Kaj je to? In mislim, da vaše družabništvo precej dobro odgovarja na tole vprašanje. Kaj pa stranke? Ja, mislim, mi skušamo odgovarjati na potrebe, kjer se izkažejo, ne? Je pa tega ogromno, pač osamljenih in zaposlenih starejših je toliko, pa ne nujno, a ne, tudi niso zdaj, da kažemo s prstom na svojce, kot smo, če se vrnemo na prejšnje vprašanje, pač svojci so v nekih svojih zaposlitvah, imajo še svoje družine in pač to je pol ta produkt, ki je tam nekje pozabljen in to je nek naš starejši, ki je zapuščen in osamljen, ne. Zdaj, ja, kako stranke odgovarjajo. Spet moram tukaj izpostaviti glas upokojenca Pavla Ruparja, no. Zelo lepo je napisal, da je to sistemski pač problem, ne, ki res uničuje zdravje in občutek vrednosti naših državljanov in da je nujno to redno spremljanje na domu, ker to je pač, to je eno z drugim, ne. A bomo mi tukaj šli, a bomo spodbujali kulturo življenja do naravne smrti, tudi pokazali mladim, a ne, vrednost bolnih, ostarelih, a ne, ali bomo šli se neko hitro, enostavno rešitev, kot je evtanazija zapuščenega, ubogega, v stiski, v trpljenju. Mislim, da moramo ne predhodno, ampak da moramo to je ta odgovor, ne, v teh stiskah, v tem obupu, no, da je treba dati na to malo več fokusa. In jaz se res nadejam in si želim tega pač pri tej novi vladi, ki nas čaka, da bo to prepoznala, a ne.
in se bo potrudila v tem, v to smer, tudi kaj narediti, ker je zelo preprosto in enostavno, no? Ampak bo pa treba to spodbujati. Tudi mogoče kaj v okviru, ne vem, nekaj razmišljajo v okviru šolskega sistema, že mlade navajata, mentaliteto mladih tudi tukaj razvijati v to smer, no? In ja, tudi financirati organizacije, ki so to pripravljene početi, ker tako, kot prej smo se pogovarjali recimo o paliativi, da je to celostna obravnava, ne, tudi tukaj se ni samo ta nega, pač glede na to, smo v pomanjkanju kadra, pač ja, negovalec pride od dela, gre, ne, zapuščen starejši še vedno sam cel dan na kavču, pač gleda čez okn, razmišlja, to tako. Pa to so drugače res neki taki ljudje, ki ti lahko toliko veliko dajo, ne? In tudi, če so dementni, ogromno lahko pridobiš od njih, no? In mislim, da se mora to, da moramo začeti tukaj delati, no? Marija, ste že prej govorili o tem, da je glavni sestavni del paliativne oskrbe v resnici ta bližina in ta toplina in ljubečnost vsega tima, ki se ukvarja s tem človekom, ki je umirajoč. Kakšne so vaše izkušnje tukaj, če nam še kaj poveste, in kakšen odnos imate vi recimo do možnosti asistiranega samomora, ki v teh ljudeh dejansko vzbudi tudi nek tih pritisk? Jaz bom pa zdaj malo povezala tole še z dolgotrajno oskrbo, ne. Če moramo pljuvati po dolgotrajni oskrbi, tisto, kar bi jaz najbolj popluvala od vsega je, da se je ljudem, je meni osebno najbolj kvaliteten del življenja v domu za starejše so naši animatorji, fizioterapevtka, delovna terapevtka, socialna delavka in vsi dogodki, ki se jim dnevno organizirajo. In vsi mediji, ki delajo tako propagando in pljuvajo po domovih za starejše, devajo predstavo, da v naših domovih se dela res sam nega pa za jesti, pa je delč od tega. Pri nas je praznovanje rojstnih dnevov, Oktoberfest, kinoteke, ni da ni. Jaz v svojem življenju nimam toliko zapolnjene urnike, kot jih imajo naši stanovalci v domu za starejše. In z dolgotrajno oskrbo si je ministrstvo dovolilo opredeliti, da ti pripada 1 ura aktivnosti na mesec. Mislim, tako, vzeli ste tisto edino kvaliteto, ki ste jo imeli in jo opredelili na 1 uro, v istem trenutku ste nam vrgli pa referendum o evtanaziji. Pač. Tako da, še enkrat, kot sem prej rekla, paliativna oskrba, domovi za starejše nimajo veze z evtanazijo, to morajo nekam stran dati, to ne paše v moj kontekst in ne paše zraven. In vsi, ki se malo spoznajo na paliativno oskrbo in dokler bo obstajala paliativna sedacija, se nimamo kaj o evtanaziji za pogovarjati. In zelo dobro ste navezali tudi na zadnje vprašanje, ki smo ga postavili našim poslancem oziroma bodočim poslancem, in sicer direktno na referendum 23. novembra 2025, ko smo Slovenci zavrnili zakon o asistiranem samomoru. Ali boste v naslednjem mandatu podprli kakršenkoli zakon na področju asistiranega samomora ali evtanazije, če pride v obravnavo Državni zbor? Tukaj smo očitno je bilo, referendum je bil dobljen. Skrb za ranljive je pač Slovenci smo se odločili, da hočemo drugače delati z ljudmi, da nočemo jim ponuditi smrtonosne doze v primeru, da so obupani. In zdaj nekatere stranke kar trmasto vztrajajo pri tem, da bi že v naslednjem mandatu asistiran samomor podprle, v nasprotju z večinsko vlogo, večinskim mnenjem ljudstva. Anja, kako ti komentiraš, ko vemo, da smo 2 meseca precej garali, da je ta zakon res padel? Ja, držijo se pač svoje, ne glede na to, kaj so ljudje jasno izjavili, in bojo pač šli v to smer, zdaj jih ne zanima. Mi socialisti, SD, mislim, tudi veliko je tukaj nekega, se sprenevedajo. SD je celo izpostavil podatke statistične iz tujine, ki točno vemo, kakšne zlorabe so. To je pač resnica, kako se je razširila ta evtanazija.
Tako da pač to jaz gledam kot sprenevedanje in da jim ni dejansko mar, ne, za naše ljudi. Pač tem ljudem ni mar za Slovenijo, a ne. In tudi predvsem meni se zdi res to prav tisto naslednji dan so začeli govoriti o tem, da pač bojo sprejeli. Se mi res zdi absurdno, ne, da mandat tistega referenduma, ki je bil v bistvu posvetovalni referendum, ne, da ga zdaj imajo kot argument, da ljudje v bistvu hočejo biti za evtanazijo, ampak sam ta zakon je bil malo slab, pa ga bomo zdaj malo popravili, malo predelali. Vmes sploh se ne rabimo ukvarjati s paliativo, sploh se ne rabimo ukvarjati z dolgotrajno oskrbo, ampak tole bomo pa speljali do konca. Meni se zdi to res cinično. Ja, povej. Ne, da smo potem pač imeli zakonodajni referendum, kjer so ljudje svobodno, jasno izjavili svojo voljo in gremo prosim zdaj v to smer. Res pa je, da po zakonu, bodimo pozorni, koga bomo volili, ker po zakonu pač 1 leto po razglasitvi odločitve na referendumu Državni zbor pač ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko nasprotju s to odločitvijo. Zdaj, če bomo spet dobili to vlado, vemo, kje smo, kdaj, novembra že, bo spet ta pač predlog tega zakona o smrti bil, da bo spet dan v parlamentarno obravnavo. Sigurno, no. Tako da jaz bi vse te stranke, ki ne zagovarjajo svetosti življenja in se ne mislijo usmeriti v to smer, da bi nekaj naredili v smer paliative, v smer dolgotrajne oskrbe, v smer tega, kako se te ljudje, jaz mislim, da je pokazatelj družbe naše kot take, kje smo, da sploh lahko govorimo, ali smo humana družba ali nismo, kako se ravno te ljudje počutijo, kako mi njim damo, kakšen občutek mi damo tem bolnim, tem ostarelim. A se oni zaradi nas počutijo odveč? A se oni zaradi nas počutijo tako, da saj bi res rad umrl? In zdaj bomo dali še ta zakon. To odgovor SD-ja, pa te, kaj mi socialisti, pa itak vemo, kje je odgovor Svobode pa Levice, ker tudi ni napisano, pa vemo, kakšen je. Je točen to. Ja, mi vam že dajemo tako občutek, da ste odveč, mogoče si bomo kakšne privilegirane zbrali, ker bomo pa za njih skrbeli, drugače pa načeloma ste nam odveč. Ne, da ste strošek, tudi časa ne bi dali za vas, no? Niste najbolj zabaven del našega življenja. Tako da, tam bomo zdaj sprejeli zakon in insistirali pri tem. Zato, ker moramo druge probleme reševati, ki so bolj prioritetni, no? Tukaj imamo neko enostavno rešitev, ki če deluje v drugih državah, čeprav vsi vemo, da ne deluje, a ne, zelo dobro si naštudiral tuj sistem, zakaj ne bi še pri nas, no? Tako, se mi zdi to pač zelo namerno in pač neka enostavna instant rešitev. Predvsem se mi zdi zelo ideološko pred v resnici praktičnimi. Pač to je zelo enostavno narediti, ne? Razglasiš za to in delno rešuješ problem. Ne? Če ne uspeš rešiti zdravstva 30 dni do specialista, je pač 15 dni do nečesa drugega. Torej, zdaj sledi segment citat v ogledalu. Naše gostje smo vprašali, kater citat je tisti, za katerega mislite, da je totalno mimo udaril v odgovorih naših političnih strank. In sicer naši gostje, Anja in Marija, sta izbrali odgovor na vprašanje, glih to vprašanje, ki smo se pogovarjali o evtanaziji in o padlem referendumu. Kot najslabši citat sta izbrala SD-jev citat. Torej, Socialni demokrati zagovarjamo premišljeno in strogo regulirano ureditev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v izjemnih primerih. V državah, kjer je to urejeno, Nizozemska, Belgija, takšni primeri predstavljajo približno 4 do 5% vseh smrti in vključujejo zelo stroge medicinske in pravne postopke. Ključno je, da ureditev obstaja skupaj z dostopno paliativno oskrbo. Anja, zakaj ste zbrali ta citat? Zato, ker je to nek statistični podatek, ki pač kot prvo sploh ne drži. Zelo stroge medicinske in pravne postopke, strogo regulirano ureditev, premišljeno. Nesto, ki bi tebe prosila, no? Si strokovnjak glede... Strokovnjak. Jaz mislim, da če se pohvališ s tem, da pač je te 5%, 6%,
7% nekaj malga, Ja. in da hkrati vemo, da ne vem, več kot polovica teh, recimo v Kanadi, tudi v Belgiji, na Nizozemskem, je tistih, ki se odločijo za evtanazijo, zaradi tega, ker nimajo druge izbire. Zaradi tega, ker so v stiski, zaradi tega, ker se čutijo odveč. Čutijo, da niso vredno, ampak tudi zaradi vse ostalega okolja, ki ga v bistvu kot neka logika, da nisi več produktiven član družbe. In jaz mislim, da je to sklicevanje se mi zdi prav absurdno, ker to skozi kampanjo je bil naš argument, da je to že 5% vseh smrti. In oni so rekli, da je samo 5%, mislim, samo. In to povezujejo z zelo strogimi postopki, eno z drugim je tako kontradiktorno. In vsako leto 20% več, zdaj so prišli podatki iz Španije, tam je katastrofa, v bistvu ena izmed največjih, najbolj v bistvu radikalnih zakonov zdaj v Evropski uniji je španski zakon, in tam so procenti hudi, in tudi te varovalke, tako imenovane varovalke, pač padajo ena za drugo. Po sodiščih se vlečejo, ampak na koncu to pač nikoli ni dobra ideja. Marija, še vi? Ja, jaz se tlele kar z vama strinjam. Pač zelo je narobe, da ljudje stavek, ki bi mogel kričati bolečino in koliko je to grozen, da moramo nekaj spremeniti, da se toliko ljudi eutanazira, to je nekaj narobe, mi to predstavljamo. To je pa čisto navaden, ful majhen procent in pa itak ta ključno je, da obstaja skupaj z dostojno paliativno oskrbo. Jaz sem pa tle kar bentim, ne mi to skupaj delati, da ne to delati ljudje. Jaz sem čist jezna pa. Tako da pač ne, ta je čist mim. Cel odstavek je mim. Katastrofa. Prav tako pa sta naši gosti izbrali isto vprašanje za dober citat, in sicer ste izbrali citat SDS-a. Uvedbi evtanazije ali zakona, ki bi uredil to področje, absolutno nasprotujemo. Vedno smo in vedno bomo zagovarjali svetost življenja, čemur sledi tudi slovenska ustava, ki govori o nedotakljivosti človekovega življenja. Nenazadnje pa so to jasno povedali tudi državljani na referendumu. Krepiti moramo paliativno in hospic oskrbo, ne pa bolnim in trpečim ponujati smrt. Se mi zdi, da je zelo lepo opiše celotno zgodbo. Cel današnji naš pogovor in se mi zdi, da je to tudi dober, da je potrebno gledati tudi na to pri samem odločanju 22. marca. Ampak, da še zaključimo z zadnjim vprašanjem, kaj pa vidve predlagata vsem tistim, ki se odločajo, kaj bojo obkrožili 22. marca? Anja? Ja, da smo pozorni, zdaj, kateri politiki premorejo celostno, dolgoročno vizijo uspešne, zdravo, razumske Slovenije, da pač tudi presodimo, kdo bo mogel pač nek premišljen, izvedljiv program dejansko tudi dejanjiti. Ob tem pa postaviti dobro človeka v središče političnega življenja, predvsem njegovo življenje. In da smo res pozorni do pač politikov, ki bi demografske probleme bili pripravljeni reševati s smrtjo. In na politike, ki niso kritični do evtanazije, ker to je pač problem. Mi smo zdaj v demografski zimi in moramo zelo odgovorno voliti, ker tako vodstvo je nevarno. In pač namesto teh hitrih pa enostavnih odgovorov, ki nam jih ponujajo, mi res potrebujemo celovite ukrepe. Še en mandat take vlade, to ne bo v redu. Saj smo lepo predelali, sistem oskrbe se ruši, zdravstveni sistem je pred kolapsom, pač moramo ukrepiti mrežo paliative, ne samo na papirju. Smo v neki birokracijski vojni, mislim, težave so še in še. Predvsem pa v prvi vrsti pa res bi nagovorila ljudi, da naj preverijo, kdo zagovarja kulturo življenja, ker bije nam ura, Slovencem se mi zdi, tako da moramo tukaj biti odgovorni, pa pač izbrati manjše zlo, tako.
Tako. Marija, še vas na svet za vse, ki bomo se odpravili na volišča. Ja. Moj nasvet, jaz si želim, da bi ljudje, preden gremo na volitve, dobro razmislili, kaj pravzaprav nam vsaka izmed teh političnih strank zares ponuja, kaj so samo grozna dejstva, ki so preoblikovana v nekaj lepega, ne, to, kar smo prej prebrali en stavek nazaj, ne, in da bi samo vklopili zdravo pamet. In da pač pomislimo, jaz osebno bom gledala, kdo bo ponudil najboljši pač sistem za paliativno oskrbo, kdo bo ta dolgotrajno oskrbo zrihtal, da bo tako, ko je treba, ali pa pač prekinil. Jaz bom pač gledala, kar bo dobro za moje bolnike, pa enkrat za moje starše, pa enkrat za mene. Ker konec koncev smrt je edina resnica, ki jo imamo. Pa čisto vse nas čaka, pa čisto nič v življenju ni toliko resničnega, pa ne moramo pričakovati razen smrt. To je dejstvo in jaz bom gledala, da bo ta smrt lepa. To je edino, kar vemo, da bo ziher. Anja in Marija, hvala za vajin čas, za vajin trud, hvala za to, kar delate na svojih področjih. Hvala tudi vsem vam, ki ste poslušali današnji podcast. Vabim vas, da se nam pridružite, da se priključite na naš kanal in poslušate še naslednje epizode Volilnega zrcala. Spremljite nas tudi na socialnih omrežjih in se vidimo naslednjič.